Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v tokratni tedenski izdaji. Tudi danes imamo v studiu zanimivo gostjo. Kaj se novega dogaja v Osrednji knjižnici Celje, bomo izvedeli Polonca Bajc-Napret, vršilka dolžnosti direktorice Osrednje knjižnice Celje, pa nas povabi seveda tudi na dogodke, ki jih pripravljajo skoraj da vse do konca leta. Ostanite z nami. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa imamo v studiu že direktorico, ne vršilko dolžnosti direktorice, ampak zdaj od 1. avgusta uradno direktorico Celjske osrednje knjižnice, Polonco Bajc-Napret. Pozdravljeni, Polona. Ja, dober večer. Tudi tokrat v luči gosta, ki bo predstavljal dogodke v Osrednji knjižnici Celje, pa kaj je novega, ampak z eno posebno funkcijo zdaj. Polonca, s 1. avgustom torej ste prevzeli mesto direktorice, v knjižnici pa sicer delujete že dlje časa, ne? Zato so vam verjetno zadeve zelo poznane. Ja, res je, v knjižnici sem sicer zaposlena že 22 let, zdaj zadnjih 10 let sem se aktivno ukvarjala s prireditvami in tudi pripravila, bom rekla, nek program do konca leta. Smo pa zdaj v pričakovanju nove sodelavke, ki bo prevzela to moje področje, tako da s 1. oktobrom bomo imeli že novo moč in bo seveda tukaj bolj enostavno. Tako da, ja, dogaja se, dogodki so že pripravljeni, nekateri tradicionalni do konca leta, tako da bi mogoče na začetku omenila izid nove knjige, ki smo jo pripravili v sodelovanju z občino Vojnik. Gre pa za življenjsko pot Franca Goričana in sicer gre za zbirko spominov uvodnika ali pa, bom rekla, sadjarskega mojstra na slovenskih tleh, ki ga je uvedel v naše čase, in te spomine je napisala naša sodelavka, doktorica Alenka Hren-Medved. Prihodnji petek bo v knjižnici Vojnik tudi ta predstavitev te knjige, tako da je bil to res en tak zanimiv skupen projekt, tako občine kot knjižnice in seveda še na zadnji strani lahko vidite tudi kar nekaj podjetij, ki so z sponzorskimi sredstvi prispevali, da je ta knjiga danes tukaj. Da je danes zunaj, a ne? Ja. Knjiga bo na voljo v Osrednji knjižnici Celje, še kje? V Osrednji knjižnici Celje, v knjižnici Vojnik, tudi v naših ostalih krajevnih enotah, tako da bodo vsi, ki jih seveda to zanima, lahko knjigo dobili. Je en tak zapis časa, absolutno so vse te knjige, ki jih v Celjski knjižnici izdate, ni jih malo in lepo je, da se lotevate tudi tovrstnih tem. Konec koncev se knjižnica na tak način tudi živi, ne? Če vsi akterji, ki delujete v njej, poskrbijo za to, da vedno nastanejo tudi nove knjige izpod vaših rok. Poleg tega, da imate predstavitve raznih knjig, ogromno jih je, me zanima, kako pa kaj zdaj, Polonca, ko vas imam ravno tu, kako pa kaj berejo ljudje v poletnem času? Ste bili zadovoljni z obiskom? Vsakič pred poletjem povabimo ljudi v knjižnico oziroma vsakič si tudi za dopust ali pa zato, da imamo kakšno urico več prosto kot sicer. Vzamemo kakšno knjigo v roke. Smo tudi letos bili pridni? Ja, letošnje poletje, moram reči, da je bilo odlično poletje, saj v primerjavi s prejšnjimi, ko so še ti korona ukrepi veljali. Letos je bilo res prav začutiti to poletno vzdušje, ta utrip. Ljudje so množično prihajali v knjižnico in res jemali tiste velike kupčke za na dopust poletnega branja. Tako da, ja, kar se tiče poletja, ne moremo reči, da ljudje manj berejo, ne. Je pa sicer opaziti recimo na določenih strokovnih področjih, tam pa je nekaj osipa, seveda k temu pripomore internet, kjer mladi večino stvari poiščejo tam in ne pridejo več v knjižnico. Tukaj smo pred eno tako, bom rekla, zanimivo situacijo ali pa pred takšno odgovorno nalogo, da mladim le skušamo dopovedati, da vse, kar je na internetu, pa ni 100% verodostojno najbolj, ne? In da so knjige vendarle tiste, kjer lahko z zagotovostjo trdimo, da je To je še tista strokovna literatura, ki gre verjeti. Pa tudi poljudna, ampak tam pač seveda nimamo takšnega vpliva, recimo, ko gre za razne medicinske ali pa kuharske nasvete, to večinoma danes, bom rekla, še tudi tisti starejši zelo radi, ker po spletu poiščejo. Kakšen nasvet. Ja. Polonca, imate pa seveda
Tudi ogromno dogodkov, ki jih pripravljate, tudi poleti ste imeli, niste počivali, ampak september se mi zdi pa je sploh, oziroma jesen je tisti čas, ko pa se kar začne dogajati v Osrednji knjižnici Celje, ko je dogodkov kar nekaj, hvala Bogu, letos jih lahko imate, glede na to, da ste bili zadnji 2 leti čisto drugačni. Ampak letos pa boste zaštartali z dogodki, verjetno ste kakšnega že speljali tudi. Ja, zdaj september je nekako ta mesec univerze za 3. življenjsko obdobje, ker v začetku septembra vsako leto začnemo z vpisom v novo študijsko leto in tudi letos je bilo tako. Ta 3-tedenski vpis smo že izpeljali in moramo reči, da je za okrog 30 vpisov več kot lansko leto. Odlično. S tem, da še vpis kar traja, da še vedno prihajajo tisti zamudniki, potem še tam do sredine oktobra, recimo, ko so še kakšni dopustniki, tako da še pričakujemo kar nekaj vpisov, tako da smo zelo zadovoljni, da se univerza po tem korona obdobju nazaj pobira na tiste številke, kot so bile recimo leta 2019, ko je bilo res odlični, izjemen vpis. Res je, v ponedeljek smo nekako tudi začeli, bom rekla, z tem študijskim letom, imeli smo prvi domoznanski večer in smo gostili Edvarda Stepišnika, to je, bom rekla, zelo prijazen, zelo eminenten Celjan, ki je bil tudi predsednik celjske občine, tako se je v tistih časih, v 80-ih letih tudi reklo, bil je skratka celjski župan in je v teh 2 letih, ko je bila ta epidemija, napisal svoje spomine z naslovom Rad bi vam povedal in mi smo to predstavitev imeli v knjižnici v ponedeljek, tako da je bil zelo lep odziv, ljudje, bom rekla, so kar z veseljem zdaj po dolgem času lahko sproščeno prišli na prireditev. Seveda pa imamo jih še kar nekaj, do konca leta bi lahko zdaj zelo dolgo naštevala, pa bom mogoče se osredotočila na tiste najpomembnejše. Prihodnji teden bomo iz Ljubljane dobili razstavo o 70-letnici vladavine kraljice Elizabete, pravkar preminule, in obiskala nas bo tudi veleposlanica Združenega kraljestva, tako da to bo en večji dogodek, ki ga pri nas pripravlja Gimnazija Celje Center. Dijaki bodo pripravili kulturni program, razstava bo pa potem na ogled mogoče celo kakšen mesec dni. Zdaj, mesec oktober je tudi, bom rekla, en tak domoznanski mesec, namreč vsaki 2 leti pripravljajo naši domoznanci Domfest, to je festival vseh domoznancev iz vseh slovenskih knjižnic in letos je ta v Celju. Posvečen je pa na nek način 10-letnici smrti našega bivšega direktorja Branka Goropevška. 13. septembra je bilo 10 let in Zveza za domoznanstvo je v bistvu pripravila tudi nagrade in pa listino, ki se po njem imenujejo in na vsakem tem festivalu tudi podelijo nekaj teh nagrad, tako da te nagrade bodo tudi podeljene sedaj v oktobru. Komu se podeljujejo te nagrade? To se podeljujejo za izjemne dosežke na področju domoznanstva. Zdaj, kdo bo prejel, pa še ne vemo, ker še ni izbora. Čisto končano, ne? Tako. Potem je tukaj oktober, pa potem november, potem praznični mesec december, ampak za decembra bova še pustili kakšno presenečenje. Ampak oktober in november pa tudi ponujate. Za nekatere dogodke že točno veste, ne? Ja, november je dan slovenskih splošnih knjižnic, v bistvu kar cel teden potem se ti dogodki raztegnejo tako v knjižnici pri Miško knjižko kot sicer. In letos bomo gostili Draga Jančarja. Aha, super. Lepo. Vse ostalo, kar nas še zanima, oziroma tako od opisa, tako do izposoje, do dogodkov, ki se zgodijo, ki so napovedani, izvemo na spletnih straneh. Še vedno ste tu, na klik, lahko rečemo. Še vedno ste pa zdaj tu tudi odprti vsakič, v času svojih uradnih ur, delovnega časa. Lahko pridemo k vam, pa se pozanimamo, tako za univerzo, za 3. življenjsko obdobje, kot za karkoli, ne? Tako, zdaj imamo 2 sodelavca, ki delata na univerzi za 3. življenjsko obdobje, tako da ona 2 sta na razpolago pravzaprav vse skozi. Tako kot ste rekli, na spletni strani, na Facebook profilu, skratka. Točno, še družbena omrežja. Družbena omrežja so tista, zdaj bomo še razširili z novo sodelavko, bo še kakšne vsebine za mlade. In pa seveda knjižnica je vse skozi odprta, delovni čas se ne bo spreminjal, vsaj za enkrat ne, tako da ob sobotah in med tednom od 8 do 19 ure, tako da.
še vedno na čudoviti lokaciji, ki jo zelo lepo lahko izkoristimo za sprehod in pa za čudovito popotovanje med knjigami. Tako. Pa še kakšna kavica pri Miško knjižko in je dopoldne mimo. Polonca, hvala lepa za tale obisk v našem studiu. Še enkrat iskrene čestitke ob nastopu nove funkcije. Predvsem pa pozdrav tudi ekipi v Osrednjo knjižnico Celje, tudi knjižnici pri Mišku knjižku, tudi ta namreč ponuja in vzgaja že pa najmlajše, ne? Ja, to je pa res. V knjižnici pri Miško knjižko se pa največ dogaja. Saj vaša ekipa redno spremlja naše dogajanje in tudi recimo zaključek tega poletnega projekta Moja izbira je branje ste posneli. Takrat smo zarepali s Trkajem in Igorjem in moram reči, da je bil res en tak fantastičen dan in takih dogodkov bo veliko. Mladi seveda so tisti, na katere polagamo največje upanje, da bodo tudi v bodoče naši bralci in moramo začeti pri najmlajših. Res je. Odlično. Hvala lepa, Polonca. Se vidimo spet kmalu. Hvala lepa. Srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Tudi danes je z nami načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko, na katera najpogosteje vaša zastavljena vprašanja o upravni enoti Celje odgovarja danes. Prisluhnimo. Slišala sem, da ima upravna enota Celje aplikacijo za samo naročanje. Kako to deluje v praksi? Res je. Stranke upravne enote Celje se lahko same naročijo oziroma rezervirajo svoj termin za obisk upravne enote Celje ali krajevnega urada Vojnik ali Dobrna preko spletnega rezervacijskega portala za naročanje na storitve upravnih enot. Najdete ga na ustreznem spletnem naslovu.
Na istem rezervacijskem portalu se stranke lahko naročijo tudi na storitve upravnih enot Ljubljana, Litija, Logatec in Novo mesto. To so skratka upravne enote, kjer je omogočeno samo naročanje. Stranka na spletni strani izbere upravno enoto, kamor se želi naročiti. Izbere storitev, ki jo želi opraviti, ter željeni prosti termin. Nato vpiše svoje podatke, vključno z elektronskim naslovom in telefonsko številko. Za uporabo spletnega rezervacijskega portala je obvezen vpis e-pošte zaradi potrditve rezervacije. Stranka nato na svoj elektronski naslov prejme sporočilo s povezavo za potrditev rezervacije. Vkolikor potrditev ni izvedena v roku 30 minut, je rezervacija termina odpovedana. Za določene storitve se uporablja krajevna pristojnost, na kar so stranke opozorjene že ob rezervaciji željene upravne storitve. To pomeni, da določeno storitev lahko opravijo le na upravni enoti, na območju katere prebivajo. Prijavo prebivališča lahko opravijo le na upravni enoti, na območju katere je prebivališče, ki ga prijavljajo. Če stranka na termin, ki ga je rezervirala, ne pride, se ji nov termin določi šele po poteku 15 dni od prejšnjega rezerviranega termina. Naj še povem samo v izogib kakršnimkoli nejasnostim, da naročanje na upravnih enotah že nekaj časa ni več obvezno. Kako se podaljša veljavnost osebnih izkaznic v letu 2022? Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici je podaljšal uporabo pretečenih osebnih izkaznic letos do 27. marca 2022. To je veljalo za vse osebne izkaznice, ki jim je potekla veljavnost od 29. marca 2020 do torej povedanega datuma do 27. marca 2022. Sedaj se pred ali pa po poteku veljavnosti osebne izkaznice lahko normalno poda vloga za izdajo nove osebne izkaznice. Od katerega leta starosti naprej mora biti prisoten otrok pri zamenjavi osebne izkaznice in potnega lista? Ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista mora biti navzoč otrok, ki je dopolnil 8 let starosti. Toliko za danes v naši tedenski izdaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Vabljeni seveda v našo družbo spet čez en teden.